V sredo 12. februarja ob 18. uri je v avli Doma kulture v Slovenskih Konjicah potekalo zanimivo predavanje o homeopatiji in homeopatskih zdravilih. Dragica Černigoj Kropf je podala kratko zgodovino tega zdravljenja, opisala namen homeopatskih zdravil in raznih nesoglasij, ki se pojavljajo na tem področju. Od leta 2011 dalje se lahko tudi v slovenskih lekarnah kupi homeopatska zdravila in ob tem posvetuje. Slovenija je edina država članica Evropske unije, v kateri zdravnik, ki je v skladu z zakonom o zdravilih edini pooblaščeni predpisovalec zdravil za uporabo v humani medicini, ne sme predpisati homeopatskega zdravila, ker ne sme zdraviti s homeopatijo. V skladu z zakonom o zdravniški službi zdravniku, ki zdravi s homeopatijo, Zdravniška zbornica Slovenije ne izda oziroma začasno odvzame dovoljenje za delo oziroma licenco. Pri nas zakonodaja diskriminira zdravnika zato, ker ima dodatna znanja iz homeopatije, ga želi preimenovati v zdravilca, čeprav je zdravilec po definiciji oseba, ki nima formalne medicinske izobrazbe in ga želi izločiti iz medicine oziroma zdravstvene dejavnosti. V vseh državah članicah Evropske unije, razen v Sloveniji, lahko zdravniki kot zdravstveni delavci v zdravstveni dejavnosti zdravijo s homeopatijo in predpisujejo homeopatska zdravila, ki so določena kot zdravila za uporabo v humani medicini v vseh nacionalnih zakonodajah v skladu z Evropsko direktivo. Homeopatija je tudi v Sloveniji del zdravstvene dejavnosti, vendar ne v celoti. Le magistri farmacije z dodatnim znanjem iz homeopatije lahko v skladu z zakonom o zdravilih izdelujejo in izdajajo oziroma prodajajo homeopatska zdravila le v lekarnah, zdravniki pa v skladu z zakonom o zdravniški službi homeopatskih zdravil ne smejo predpisovati, ker ne smejo zdraviti s homeopatijo. Na tem področju obstaja vrsta neskladij, kar se tiče zakonodaje in izrazoslovja in konkretne uporabe v praksi. Svetovna zdravstvena organizacija, njena članica je tudi Slovenija, je leta 2002 izdala prvo strategijo za tradicionalno, komplementarno in alternativno medicino za obdobje 2002 do 2005, v katero je vključena tudi homeopatija. Ugotavlja se, da uporaba nekonvencionalnih metod zdravljenja v razvitih državah strmo narašča, zato želijo opredeliti vlogo teh metod zdravljenja ter določiti strategijo glede politike, varnosti, učinkovitosti, kvalitete, dostopnosti in racionalne uporabe. Pri tem našteva številne probleme, ki se lahko pojavljajo in daje smernice, kako naj bi se reševali. Kar se tiče politike, meni, da bi bila potrebna integracija tradicionalne in komplementarne oziroma alternativne medicine v nacionalne zdravstvene sisteme posameznih držav. Homeopatija ne zdravi bolezni, ampak človeka. Če bi šli na en taki enostavni pristop, pa bi gledali eno hišo, ki jo čuva čuvaj, en kuža, bi rekli, da naša priznana medicina zdravi hišo. Kajti, če se na primer poškoduje okno, bo šel doktor Hlačka, pa to ne, okno nazaj narediti cevka. Če bo padla opeka, če se bo pokvarila streha, bo pozdravil streho. Mi, homeopati, pa se vprašamo, kaj je vendar s tem čuvajem, da ne more več čuvati. Pa pozdravimo čuvaja in homeopatijo. Vemo, da homeopatska zdravila so zdravila, zato jih ne moremo kupiti bodisi kjerkoli, ampak jih lahko kupimo in dobimo samo v lekarni. Prej sem rekla, da naša sodobna medicina zdravi hišo, homeopatija pa kužka, oziroma tega čuvaja. In ta čuvaj našega telesa je ta naša sila vis vitalis, kamor prištevamo energijo, kamor prištevamo materijo in kamor prištevamo tudi vse psihološke parametre. Alopatska medicina pa je ne žalim, ker je zelo dobra, uvaja zakone mehanike v zakone življenja, kar mislim, da nekako ne more držati. Ker če gledate, če bi rekli, kaj je poljub, kaj rečete? Z mehanističnega. Ne, en pritisk, ena sila, ena vlaga, sproščanje hormonov. Tako bi ga razložili. Homeopatija pa hoče še nekaj več, pa v ta mehanistični pristop vključi še čustva, še emocije. Torej, s pomočjo homeopatskega zdravila človeku vračamo ravnotežje. Ne delujemo na simptome,
oziroma proti simptomom, ampak delujemo na človeka pozitivno. Hočemo zbuditi to njegovo silo, da bo spostavila ravnovesje. Zdravljenje poteka po teh Heringovih pravilih, to pomeni od glave do peta, od znotraj do vzred in od akustnega do kroničnega. Zdaj, če bi vam naprimer, enako kot gre nekaj pri virozi, začne se pri glavi in potem izveni skozi noge. Ali pa, naprimer, eden, ki ima astmo, bo najprej izvenela astma, bo dobil izpuščaje in potem bodo postopno izveneli tudi izpuščaji. Glede varnosti, učinkovitosti in kvalitete tradicionalnih in komplementarnih metod zdravljenja meni, da je treba spodbujati varnost, učinkovitost in kvaliteto tradicionalne in komplementarne medicine s širjenjem osnovnega znanja o teh metodah zdravljenja in zagotavljanjem regulativnih standardov in standardov kvalitete. Skupno državam članicam Evropske unije je, da je samo zdravnik tisti, ki je strokovno usposobljen in odgovoren za celoten postopek zdravljenja, kar pomeni, da lahko glede na svoje znanje izbere in priporoči bolniku zanj najbolj učinkovito terapijo oziroma zdravljenje v skladu z načelom največje koristi za bolnika. Zdravnik in pacient imata pravico izbire zdravljenja oziroma ta izbira jima ne sme biti odvzeta. Če jima je zdravniku kršena pravica do izbire pravega zdravljenja svojega pacienta, pacientu pa pravica do zanj ustreznega zdravstvenega varstva oziroma oskrbe. V vseh državah članicah Evropske unije imajo bolj ali manj podobne določbe glede pacientove ali zdravnikove svobodne in samostojne odločitve pri izbiri najbolj učinkovite metode zdravljenja. Razlika je samo v tem, da stroka oziroma pristojni organi v drugih državah članicah Evropske unije drugače tolmačijo definicijo zdravljenja po spoznanih znanosti in strokovno preverjenih metodah in ravno zaradi tega so številne nekonvencionalne metode zdravljenja v državah članicah Evropske unije del uradne medicine oziroma zdravstvene dejavnosti, v Sloveniji pa ne. Ker pri izdaji homeopatskih zdravil samo v Sloveniji veljajo strožje določbe kot za ostala zdravila za uporabo v humani medicini, izdaja jih lahko le magister farmacije z opravljenim strokovnim izpitom in dodatnimi znanji z področja homeopatije in ne tudi ostali farmacevtski strokovni delavci, so homeopatska zdravila dostopna samo v nekaterih naših lekarnah, samo ob določenih dnevih ali urah. Veliko ljudi se ravno zaradi tega še vedno raje odloči za nakup homeopatskih zdravil v sosednjih državah. Slovenija je bila edina, ki do 30. marca 2011 ni izdala niti enega dovoljenja za promet s homeopatskimi zdravili. Od aprila 2011 so tako homeopatska zdravila na voljo v lekarnah v vseh 27 državah članicah Evropske unije. Možen je tudi posvet z magistri farmacije, ki so opravili ustrezna usposabljanja s področja homeopatije.